Bontone je tako, da ko srečate človeka, da ga pogledate v oči, se vam mogoče, ko ste čeveljar, potem takoj oči spustijo k čevljem? To je absolutno. Prvo človeka pogledaš od noge, ne? Ja. Prvo. Ja. So pa še ženska, ne? Ja. Ja, moraš videti. Ja, tako vzadje, da vidiš, kako je, ne? Ti si pregovor, ne? Ja. Obleka dela človeka, ne? Ja. Tako je tudi obutev, ne? Kak je obutev, takšen je človek tudi, ne? Če je on pedantni, da ima lepe čevlje, gor čiste, vse, te veš, da tudi one, ne? Ja, kad samo popravljamo tu čevlje, ne? Aha. Ja, samo popravljamo. Aha. Ja, ker ne moreš delati eno in drugo, ne? Ja. Ker je potem preveč. Samo od začetka delati, si se pa lagal enim pa drugim. Ja, ne moreš vse sam napraviti, ne? Aha. Te sem pa rejše potem začel sam popraviti, tako da. Kako se je vaše delo spremenilo v teh 50 letih? Ja, dosti razlike ni. Ja, vsaj isto popravilo je, kot je sedaj, samo zdaj je bolj težje delati. Ker večino je ta plastika, ne? In ne moreš več niti čevlja tako popraviti, kako se ne ide, ne? Ne moreš imeti. Zdaj, hvala Bogu, so še prišla ta lepila dobra, ne? Tako da še lahko drži, ne? Več ni šanse, ne? Tako, ja, to, primiš ga, celi čevlje odleti dol, celi podplat. Aha, to je plastika, nekvalitetni čevlje. Ja, pa meša enoti vsega hudičev dol trgati, s kleščami primiš pa dol trgati, to je že prvo. Ja, pa lepljenje, pa tako, kaj najlažje delati, dol očistiš, zbrusiš, pa namažeš, pa stisneš in to je to. Včasih je vas bilo precej več, ne? Ja, se pravim, da nas je bilo pred 30 leti nas je bilo 10 čevljarov. 35, ja, od tega 90. leta. Ja, zdaj so pa tudi vse starejše in to je eni so umirali, drugi so pa zapirali, tako da sem na koncu se jaz sam ostal. Pa je bilo takrat dovolj dela za vse? Ja, še je bilo več. Se pravim, zdaj pretežno ta športna obutev se nosi. Kavbojke pa športne obute in to je uničilo naš čevljarje. Nekaj so bile te male petke, še manjše kot so te, naprimer, še bolj oske in to je en teden je držala peta, pa se mora dati popraviti. 70 kg je približno ženska težka in to je, veš kakšen, to mora biti močan material, da drži sploh. En oficir razlagal, pravi, to več zdrži te pete, kot pa gusenice gor na tenku. Nekje sem prebral, da ste rekli, da je bilo včasih dosti lepše po mestu pogledati, ker je bilo precej žensk, ki so nosile visoke petke. Peto, kako ti lepše žensko naredi. Ja, mene nerodno povedati, to je ena redarka, ki me hodi, pride mi, prinese čevlje z nizkimi petami, pa normalno poznam gor, pride mi nazaj čisto druga ženska. Bilo toliko štikle gor, velika, kdo pa je zdaj to, ker ona pa ista ženska, veš, kako spremeni človeka. Meni še iz Maribora hodijo vse, Maribora, Ormoža, Lenarta mi je hodil, to je okoliša. S pisicami dosti strank pride. Brez volje ni nič. Pa to ne samo pri tem, pri vsakem delu, ali pri vsakem poklicu. Če te nekdo prisili, to je najslabše. To je tako, kako delajo starše. Pa deco forsirajo, idi tam. Kaj boš to? Moraš prvo toliko vprašati, kaj njega veseli. Kaj še mora imeti dober čevljar, razen volje, da to dela? Ja, volja pa moraš imeti potrpljenje, pa preciznost mora biti. Ja, kaj imaš tam, dobro, pri šivanju še ni toliko problem, pri brušenju pa moraš biti, mirna roka mora biti, da ti se ne dela, da ne poškoduješ čevlja.